Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Zbrali smo se tukaj, da se spomnimo preteklosti, vse človeške krutosti, hkrati pa da molimo in prosimo tudi za umirjeno življenje in spravo v današnjem svetu. Da bi tudi kri mučencev pomagala k obuditvi novih občestev, novih skupnosti in predvsem tiste prave človečnosti, ki se navdihuje iz Božje besede, iz njegove bližine. Včeraj smo praznovali praznik srca Jezusovega, ki se je žrtvovalo in darovalo za nas. Danes se spominjamo srca Marijinega, kot zgled našega človeškega odgovora. Da bodo naše molitve pri tej sveti daritvi pred Bogom dosegle svoj namen, iskreno premislimo in se pokesajmo za vse, kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmiri se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. O Bog, vir resnične svobode, ti hočeš, da bi vsi ljudje živeli kot svobodno ljudstvo. S tvojo pomočjo naj se Cerkev v svetu vedno bolj razodeva kot vesoljni sakrament odrešenja in ljudem prinaša dar tvoje ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz prve knjige Kraljev. Tedaj je prerok Elija odšel z gore in našel Safatovega sina Elizeja, ko je oral. Pred seboj je imel 12 jarmov volov in bil sam pri 12. Elija je stopil k njemu in vrgel nanj svoj plašč. Elizej je popustil vole, hitel za Elijem in rekel: Prosim, naj se še poslovim od očeta in matere, potem pojdem za teboj. Odgovoril mu je: Pojdi, vrni se, kaj imam s teboj še opraviti? Tedaj je Elizej odšel od njega, zopet nazaj, vzel 2 vola in ju zaklal. Z volovsko opremo je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti.
Nato je vstal, šel za Elijem in postal njegov služabnik. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, ti si delež moje dediščine. Gospod, ti si delež moje dediščine. Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu, ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha. Ti vodiš mojo usodo. Gospod, ti si delež moje dediščine. Slavim Gospoda, da mi svetuje, in celo ponoči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda, ker je na moji desni, ne omahnem. Gospod, ti si delež moje dediščine. Veseli se moje srce in raduje moja duša, tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Gospod, ti si delež moje dediščine. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici. Gospod, ti si delež moje dediščine. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: ne prisegaj po krivem, spolni pa, kar si Gospodu prisegel. Jaz vam pa pravim, sploh ne prisegajte, ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasu napraviti belega ali črnega. Bodi pa vaš govor, da, da, ne, ne, kar je več kot to, je od hudega. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Par misli o prebrani Božji besedi današnje sobote in ob dogodku, prostoru, na katerem smo se zbrali. Na prvi pogled se morda zdi, da prebrana Božja beseda nima neke neposredne povezanosti z zgodovinskimi dogodki. Pa jo ima, ker nas vabi k temu, da bi iskali, poskušali razumeti in sprejeti Božje načrte in da bi vedno znova iskali tisto resnicoljubnost, ki človeku zagotavlja človeka vredno, dostojno življenje. Jezus sam pravi: vaš govor naj bo da, da in ne, ne. V resnici se mnogokrat prepiramo, pa ne zaradi nje same, ampak zaradi naših pogledov, naših dojemanj, predvsem pa tistih pričakovanj, ki bi nekomu zagotovile ali ohranile neke vrste privilegije, nekaj, kar mu sicer ne pripada, pa je treba to braniti tudi za ceno laži in sovraštva. Vojna je propad človečnosti. Vojna je izguba dostojanstva.
in neposredno udeleženi v spopadih so največkrat najmanj krivi za dogodke, ki se zgodijo. So pa odločevalci tisti, ki tako ali drugače presojajo, usmerjajo in na koncu tudi ocenjujejo, kaj se je zgodilo. Če se skupaj z vojno srečajo in medsebojno prepletejo še druge sociološke danosti, potem je človečnost še toliko bolj na preizkušnji. In ko premišljujem o medvojnih in povojnih dogodkih, mi vedno znova uide misel na sam začetek Svetega pisma, Kain in Abel. Iz ljubosumnosti, častihlepnosti je prišlo do bratomora. In Božja kazen ni bila v uničenju Kaina, ampak v njegovi zaznamovanosti. Kajti vsakdor, ki ga je srečal, je vedel, kdo je in kaj je storil. Resnica prej ali slej pride na plano in prej ali slej se razodene. In velikokrat povzročitelj trpljenja trpi bolj kot tisti, ki je bil žrtev. Zato je tudi današnja maša namenjena molitvi za spravo, da bi kot kristjani prav pogledali na preteklost, ne z smislom pozabe, ampak tistega resničnega notranjega odpuščanja, ki daje človeku osebno svobodo in prostor za nadaljevanje osebnega in družbenega življenja, ki daje vsakomur sposobnost, da gradi tisto, kar je resnično plemenito, kar je človeka vredno. Žrtve, tudi že v prvi krščanski skupnosti, so bile seme novih kristjanov in seme preporoda takratne družbe. Molitev naša naj bo tudi v tej smeri, da bi znane, neznane, zamolčane, zlagane žrtve prinesle tisti pravi Božji blagoslov. In da bi se iz tega morda kaj naučili, tudi o samem sebi, kajti skozi zgodovino se človeška narava bistveno ni spremenila. Spreminjajo se sredstva, spreminjajo se načini, vsebina razmišljanja in postopki pa so bolj ali manj enaki. In prepričan sem, da je slovenski narod še danes zaznamovan s to nerešeno, neobelodanjeno, neizrečeno tragedijo. In na drugi strani pa tudi mislim, da vse prevečkrat iščemo zgolj obsodbo, ne pa tistega, kar bi odprlo vrata medsebojnemu dialogu, medsebojni spravi in ne nazadnje tudi odrešenju ene in druge strani. Tudi zato prosimo danes pri tej sveti daritvi, da bi vsa nedolžno prelita kri ne bila za manj prelita, ampak da bi prinesla blagoslov, prinesla nove sadove. Bratje in sestre, Jezusov nauk glede prisege je jasen in kratek. Jezus pravi, sploh ne prisegajte. Naše govorjenje se mora vedno skladati z resnico, kajti resnica je Jezus sam. Po Jezusu bomo sedaj izrekli svoje prošnje nebeškemu Očetu, zato naj pridejo iz iskrenega srca. Tvoja cerkev naj vedno oznanja nauk sprave med nebom in zemljo in v tej službi človeštvu naj jo podpira tvoj sveti duh. Tisti, za katere želiš, da postanejo tvoji služabniki, naj bodo pripravljeni zaradi tvojega kraljestva vse zapustiti. Grešniki, ki izgubljajo upanje v tvoje usmiljenje,
naj spoznajo, da je Kristus vzel nase tudi težo njihovih grehov. Tvoji zemeljski otroci naj ne živimo več v sebi, ampak Kristusu, ki je za nas umrl in vstal, da bomo po njem postali tvoja pravičnost. Še prošnja, ki ni zapisana v knjigi, za vse tiste žrtve revolucije 366 med drugo svetovno vojno in približno 950 po končani vojni, od tega 10 tukaj v tej jami, naj jim Sveti Duh pokloni mir v sebi, hkrati pa v večnem življenju, hkrati pa tudi za vse tiste, ki so pri tem sodelovali, tiste, ki so morali, tisti, ki so bili prisiljeni, naj najdejo svoj mir na drugem svetu. Večni Bog, v Kristusu si prenovil svet in tudi nas si sprejel v ljudstvo nove zaveze. Naj nas vedno vnema ljubezen tvojega Sina, našega odrešenika, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molite, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast tvojim imenom, blagodi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, spomni se, da je tvoj Sin, naš mir in naša sprava, uničil greh sveta s svojo krvjo. Dobrotno sprejmi darove svoje cerkve, da bo vsem ljudem pomagala prinesti svobodo Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. spodobi se in pravično je. Zares se spodobi in je pravično, da se tebi, sveti Bog, zahvaljujemo, ker nas nenehno spodbujaš k krščanskemu življenju. Usmiljen si in dober, vedno znova pripravljen za spravo grešnega človeka, vodiš, naj se popolnoma zaupa tvoji dobroti. Nisi odnehal v svoji ljubezni, čeprav smo tolikokrat prelomili zavezo s teboj. Po svojem Sinu Jezusu, našem Gospodu, si ustvaril novo vez med človeštvom in seboj, tako trdno, da je nobena stvar ne more uničiti. Zdaj, ko doživljamo čas in milost sprave, nam v Kristusu daješ moč, da se spet vrnemo k tebi in se popolnoma izročimo Svetemu Duhu in tako iskreno služimo vsakemu človeku. Z vsemi nebeškimi zbori te občudujemo in hvalimo, slavimo moč tvoje ljubezni in v Kristusu odrešeniku veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod,
od vsega zlasti. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Dobri Oče, od vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor si ti svet. Bili smo izgubljeni in se ti nismo mogli bližati, ti pa si nas neskončno ljubil. Poglej na svoje ljudstvo, ki je zbrano pred teboj, in pošli moč Svetega Duha, da postanejo ti darovi telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, v katerem smo tudi mi, tvoji otroci. Tvoj sin, edini pravični, se je prepustil našim grešnim rokam, ki so ga pribile na križ. Preden so njegove razprostrte roke zarisane med nebom in zemljo, neizbrisno znamenje tvoje zaveze, je obhajal veliko noč s svojimi učenci. Pri večerji je vzel kruh, te počastil in zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Ker je vedel, da bo svojo krvjo na križu vsem zaslužil spravo, je pri tej zadnji večeri vzel kelih z vinom, se ti spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse priliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt poznajamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš s slavami. Obhajamo spomin Kristusa, našega velikonočnega jagnjeta, ki je naš mir in naša sprava. Spominjamo se njegove smrti in vstajenja in pričakujemo veliki dan njegovega prihoda in naše večne sreče. Tebi vedno, sveti Bog, darujemo sveti dar, ki vrača človeštvu milost sprave. Dobri Oče, ljubeče se ozri na vse, ki nas vodiš k sebi, da se združimo s Kristusovo daritvijo na križu. Tako naj v moči Svetega Duha vsi postanemo telo tvojega ostalega Sina, ki nas vse brez razlike združuje v sebi. Ohranjaj nas v občestvu s papežem Leonom in našim škofom Petrom, da bomo vsi enega duha in enega srca. Pomagaj nam, da si bomo vsi prizadevali za prihod tvojega kraljestva, dokler ne bomo vsi pri tebi, sveti med tvojimi svetimi, skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo in apostoli, ter našimi rajnimi brati in sestrami, ki jih priporočamo tvojemu usmiljenju. Tedaj bomo v novem stvarstvu, za vselej rešenem razpadljivosti, mogli iz srca peti hvalnico odrešeniku, ki živi na veke. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen.
Gospodova molitev nas povezuje v veliko družino, saj trdno verujemo, da smo kristjani skupaj z potujočim ljudstvom, strpečim in poveličanim, ena sama velika Božja družina. V tej zavesti in zavesti medsebojne soodgovornosti skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Ta Božji Gospodov mir lahko pride samo iz čistega, spravljenega srca, iz naše pomirjene notranjosti in pripravljenosti sodelovati z drugimi. V znamenje Božje navzočnosti med nami si podajmo roke in zaželimo tega pravega miru. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vred, da priješ k meni, ampak reci le besedo, zdravljena v moje duše. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Dobri Oče, prejeli smo zakrament Tvojega Sina. Naj okrepi naše moči, da bomo iz skrivnostnega vira edinosti črpali moč za ljubezen in povsod delali za Tvoj mir. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Na vseh naših poteh, medsebojnih sodelovanjih, razmišljanjih in ustvarjanjih, naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami In s tvojim duhom. naj nas blagoslovi vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru. Bogu hvala. Lepo pozdravljeni vsi. Na 2. junijsko soboto smo se ponovno zbrali na tem kraju trpljenja in smrti. Teden dni po roški slovesnosti se tudi na našem koncu spominjamo žrtev povojnih pobojev. Vse, ki so zmetani v znanih in manj raziskanih trnovskih breznih, bomo simbolično počastili pri breznu Zalesnika, svetomašo, ki jo je ob somaševanju goriških duhovnikov daroval dekan Milan Pregl. Sicer letos zeva ena velika praznina med duhovniki, gospoda Bogdana Vidmarja, ki ga na simboličen način tu pozdravljamo. Pozdravljamo v naši sredi državno sekretarko Heleno Jaklič in predsednika Nove slovenske zaveze Matijo Grina. Zahvaljujem se dekanu Milanu Preglju in duhovnikom, ki so somaševali za mašno daritev in pomenljive besede v homiliji. Začenjamo drugi del našega dogodka z govorjeno besedo, odlomki iz literature s pesmijo. Najprej z našo himno, prosim organista in zbor, da uvedejo Zdravljico, ki jo seveda pojemo vsi.
mikrofonu sedaj vabim Antona Hareja, da prisotne nagovori v imenu vseh nas organizatorjev. Toni, beseda je tvoja. Lep dober dan vsem skupaj v imenu civilne iniciative TBH. Tebe Boga hvalimo. Se vam zahvaljujem, da ste se tudi letos udeležili v tako lepem številu, da se spomnimo na tak pietetni način tukaj in tukaj okrog pomorjenih. Razmišljal sem, da 45 let vsaj sem načeloma ni bilo nikogar, oziroma tisti, ki so prišli nelegalno. Tukaj so bile jutranje rose, tukaj so bile večerne zarje in ena sama tišina, prepoved. Tako da je prav, da v samostojni in demokratični Republiki Sloveniji imamo tu možnost in dolžnost, da se tudi na tak način spomnimo vseh teh bolj ali manj nepotrebnih žrtev. In se vam zahvaljujem, da smo varuhi spomina, varuhi in da se spomnimo na tak način vsako leto. Hvala lepa. Iz Ljubljane je tudi letos prišel na Goriško predsednik Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrin. Dragi Matija, tebi mikrofon tudi za krajši pozdrav. Spoštovani vsi navzoči, iskreno lepo vas pozdravljam v imenu Nove slovenske zaveze. Res prav je, pravično je, da smo med seboj povezani v mislih na naše uboge, mučene, pobite rojake. Nekateri imate med pogrešanimi sorodnike. Ko se jih spominjamo, delamo nekaj pomembnega. Velika stiska, skozi katero so naši pokojni šli, najde sočutje v nas živih. Z usmiljenjem se sklanjamo nad njihovo strašno usodo. Tako nam narekuje red stvarjenja. V zadnjih tednih se marsikaj v slovenski družbi, javnosti, politiki obrača na bolje. Tega se iskreno veselimo. Vseh pozitivnih premikov smo zelo veseli in zaupamo v boljšo prihodnost. Toda še naprej bo bistveno pomembno to, da kot ljudje v sebi obujamo in ohranjamo sočutje nad velikim trpljenjem naših pobitih. In iz tega sočutja bodo prej ali slej izšli še nadaljnji premiki v družbi, javnosti, politiki. In tudi to, kar zdaj vidimo pozitivnega, vse to izhaja iz zvestobe v spominu in v sočutju do mučenih in pomorjenih. Kdor tako čuti, ta se bo tudi pozanimal o dodatnih zgodovinskih dejstvih, si izpopolnil zgodovinsko sliko, sprejel v srce nova spoznanja. Kdor pa ne premore sočutja in usmiljenja do mučenih in umorjenih, ta se tudi za zgodovinska dejstva ne bo zanimal in bo v njegovi glavi vladala kruta ideologija. Ali lahko zamrlo in otrplo srce oživi? Mi verjamemo, da lahko. Le prisluhniti je treba zgodbam naših pobitih, odpreti tem zgodbam pripovedim srce. In nemogoče je, da bi se v srcu nekaj živega ne oglasilo in ne oživilo. Zato so naše slovesnosti tako pomembne. Hvala vam za to. Tudi letos smo pripravili izsek pomenljivih besedil, ki jih bo interpretirala skupina bralk in bralcev iz Grgarja. Na letošnji spominski slovesnosti bomo najprej prisluhnili odlomkom iz pesnitve Velika črna maša za pobite Slovence Tineta Debeljaka, in sicer tisti del, ki omenja naše kraje in izpostavlja junijski kresni večer.
Temu sledita dva pogovora z Bogom v pesmih Ob križu v gozdu neznanega avtorja in Zapel si mi o njem Anite Bernjak. Kapelica v gozdu. Mati slovenska, ko pride naš kresni večer in hoste zaliv bo nove lune soj, šli bomo tudi mi grobov iskat. Vzeli bomo praprotnih semen seboj, da nam pokažejo na skriti zaklad. Prepadov naših nedognane skrivnosti, pod grmovi trohneče ostanke okosti vojščakov, pobitih na gozdni poti, v grapah, melinah, za vaškimi ploti, v kraških jamah, kjer kosti in pere pivka, v Trnovskem gozdu, v Grgarju so volčje kotanje, s praprotnim semenom spustimo se vanje. O, čudežno seme kresne noči, pokaži nam te razmetane kosti, da jih zberemo za puščino sveto, a trulo, in jih v krsto položimo kot mati v culo. Ob križu v gozdu. Pred tabo, Bog moj, sredi gozda, v večernem mraku sam klečim. Pred tabo, Bog moj, sredi gozda, pretakam solze in ječim. Povej, Gospod, povej, kaj storil je mali, revni narod moj, da strašno mu tako je rano zasekal bič pravični tvoj. Pa dvignil križani je glavo in trudne oči odprl. Razkriž pa mi zašepetal je, pri vas se brat je z bratom sprl. Glasno sem zaihtel pod križem, res je, Gospod, zašepetal in prosil ga. Pomiri ti jih, nihče kot ti ne bo jih znal. Pa nagnil križani je glavo in trudne je oči zaprl, a usta so zašepetala. Po bojih rot se bo zatrl. Pa sem prosil ga znova, objemi nas v ljubezni ti. Nasmeh mu legel je okrog ustnic in solze je zajokal 3. In kot bi balzam božal dušo, kot balzam božal bi srce, so bile meni te 3 solze znak, da odvzel bo vse gorje. Veronika mu prt je dala, ti, narod, daj obljube prt, da za usmiljenje njegovo med nami bo poboj zatrt. Zapel si mi o njem. Zapel si mi o njem, o vrtu sramote in trpljenja. Tvoja otožnost je zlila melodijo in jo z grenkim prizvokom obogatila. Tiho si zapel, da ne bi motil smrtne tišine, tiste daljne strašne noči. Z občutkom si zapel, da bi izrazil njegovo bolečino. Luna in zvezde so ti prisluhnile, one, edine priče njegovih muk. Zapel si mi o njem in odmev tvoje pesmi v meni še živi in tolaži moje bolno srce. Sedaj pa vabim Nadjo Ušaj-Pregelj, našo vsestransko prizadevno sotrudnico, dejavna je na številnih področjih, tudi pri razkrivanju manj priljubljenih odstavkov naše polpreteklosti, da nam poda svojo priložnostno misel. Draga Nadja, tebi mikrofon. Spoštovani vsi zbrani. Gospod me je po duhu peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Glej, bilo jih je silno veliko po dolini, zelo suhe so bile. To so prve vrstice 37. poglavja iz knjige preroka Ezekijela, ko mu Bog pokaže dolino polno suhih kosti.
Te kosti predstavljajo ljudstvo v izgnanstvu, brez upanja in duhovno mrtvo. Po krščanski in judovski razlagi suhe kosti lahko pomenijo izgubo vere, obup in brezup, narod brez življenjske moči, stanje po velikem trpljenju in porazu, nekaj, kar je nepovratno izgubljeno. Te besede so me spomnile na pripoved domačinke, ki se je takrat kot 17-letna mladenka v družbi prijateljev spustila v pričujočo jamo. Zanjo je bila to pustolovščina, ki pa se je nepričakovano zaključila na globini okoli 100 metrov, ko so ob spuščanju najprej opazili veliko smeti in kamenja, nato pa vedno več kosti in nazadnje človeških lobanj. Do kolen pogreznjena v človeške kosti je v strahu zavpila: "Potegni me ven!" Svojo srhljivo izkušnjo je zaupala stari mami, ki je nato povedala za resnico o breznu Zalesnika. Od takrat se ni nikdar več približala beznu, kakor ga imenujejo domačini. Spominja se, da so se okoli domače hiše pogosto potikali režimski ovaduhi, zaradi česar so v hiši šepetali. Tudi njen spust v brezno ni ostal neopažen in nekaznovan. Kljub ustrezni visokošolski izobrazbi je vso poklicno pot opravljala najtežja in postranska dela. Svojih krščanskih načel pa ni nikdar zatajila. Ko se spominja tega dogodka, ji prihajajo pred očmi življenjske poti zločincev. Večina jih je psihično zbolela in tragično končala. Podobne zgodbe smo že velikokrat slišali in brali iz različnih virov. Na spominskem in svetem kraju se sprašujemo, kako lahko človek stori tolikšno zlo sočloveku? Kje ste bila v teh kritičnih trenutkih in razmerah človeško srce in razum? Ob takšnih grozodejstvih obnemijo vse religiološke in etične teorije o človekovi bogopodobnosti, po kateri smo vsi bratje in sestre. V tihi zbranosti naše oči pogledujejo v brezno zla in človeške hudobije, izzvane in poganjene z brezbožno ideologijo. Naše misli so usmerjene k pokojnim Goričanom, ki jim je bilo na tem mestu nasilno prekinjeno življenje. Vojne in povojne razmere so v srca ljudi zasejale sovraštvo in maščevanje, brezobzirno preganjanje drugače mislečih. Mnogi so si samovoljno, mimo božje in človeške postave, pridržali pravico, da ubijajo brez sodbe in si prilastijo, kar ni njihovo. Pričujoče brezno Zalesnika in še mnoga druga so bila dolgo zamolčana, dobro zastražena in okoliški prebivalci ustrahovani, da si niso drznili približati se jamam, ne govoriti o žrtvah ali rabljih. O tem krutem času naše zgodovine pa je treba govoriti mladim, ki so v šolskem izobraževanju še vedno namerno prikrajšani za vedenje o resnici revolucionarnega nasilja. Pogosto so slišane fraze, da je potrebno gledati naprej, ne premetavati kosti in razbureti druge ideološke strani, kajti mladi imajo danes drugačne skrbi in zanimanja. Se ukvarjajo predvsem z zaposlitvenimi in stanovanjskimi problemi, da jih ne obremenjujemo z mračnimi temami naše polpretekle zgodovine. Takšne neupravičene in do žrtev žaljive fraze tlakujejo pot ponavljanju zla v novih družbenih oblikah. Kot potrjuje raziskovanja, kruta dejanja ne le žrtve in svojce, pač pa tudi rablje in potomce zaznamujejo s travmami, ki jih je treba terapevtsko zdraviti. Treba se je dotakniti ran. Zato je nujno, da mladi rastejo v družbi, ki se očiščuje v resnici, da bodo zaživeli v pravičnosti in medsebojnem zaupanju, očiščeni strahu in bremen preteklosti.
Spominjanje je del človekove zavesti in način bivanja. V slovenski krščanski kulturi se je spoštovanje do umrlih izražalo v medsebojnem odpuščanju in poravnavi krivic. Zato je bil pogreb vedno slovesni spomin in opomin, da bi sorodniki in sosedje živeli v miru. Danes sta slovot pokojnega in pogreb vse bolj izrinjena iz vsakdanjega življenja. Bog pa nas opominja, da so duše pravičnih v Božji roki. Mi vsi živimo v Božjem spominu, od spočetja v materinem telesu do odhoda k Bogu. Ustvarjeni smo za večnost. Duhovnik Filip Terčelj, pred 80 leti umorjen in zamolčan, je v pesmi Da bi ti videla napovedal strahote sovraštva med brati in ubesedil trpljenje, ki rani mnoga življenja posameznikov in skupnosti. Vprašaš me, zakaj sem potrt? Da bi ti videla smrt, kako je s sekiro kosila kosti, kako je z očmi srebala kri otrokom nedolžnim. Da bi ti videla, kako so žgali dan za dnem svete knjige, kako so vklepali v verige one, ki so jih pisali, brali. In kar je najhujše, da bi ti videla največji greh, ko je brat na rodnih tleh za vse to trpljenje imel le nasmeh. Potem bi zaihtela in razumela žalost v mojih očeh. Lani smo se ob Breznu spominjali konca 2. svetovne vojne in grozot po njej. Zgodovinar dr. Renato Podbelsič je na podlagi arhivskih dokumentov navedel dejstva o žrtvah, ki ležijo v tej jami in bližnji okolici. Molili smo s pokojnim duhovnikom Bogdanom Vidmarjem, ki so ga po vojni poboji globoko zaznamovali in si je kot vikar za Evropsko prestolnico kulture z vso močjo srca in razuma prizadeval, da bi spoznali, da v kulturi spada tudi odnos do pomorjenih v jamah nad Novo Gorico. Pomenljiva je tudi njegova misel, da Titov napis na Sabotinu ostaja kot opomin za nerešena vprašanja dostojnega pokopa žrtev na Goriškem. Pokojni prijatelj Bogdan nas iz večnosti spodbuja, naj ostanemo zvesti resnici, mišljeno z veliko in malo začetnico. Naj spominska slovesnost ob Breznu postane del naše zaveze, odraz naše vere in človečnosti, ki je na tem kraju tako strahotno umanjkala. Ozrimo se drug na drugega in si poglejmo v oči. Zares, to spominsko dejanje naj bo katarza za povojne dogodke na Goriškem in širšem slovenskem prostoru, kar bi nam odprlo pot v drugačno prihodnost, v katero naj nas očiščeni povojnih bremen povedejo naši mladi. Vrnimo dostojno ime vsem žrtvam in jih pokopljimo, da bo država zaživela v miru in pravi svobodi, da bomo zares narod Jezusov, kakor Terčelj poje v svoji pesmi. Naj Bog vdahne suhim kostem na slovenskih tleh svojega duha. Vsakdo izmed nas pa naj bo kot kamenček v mozaiku bolj pravične in človeške, slovenske in svetovne družbe. Slovenska hvalnica Otmarja Mauserja je navezana na Frančiškovo hvalnico Stvarstvu. Prepletanje življenja in smrti nas bo upeljalo v pesem Vigilija Braneta Senegačnika z osrednjo mislijo, da se ne izgubimo. Tudi letos bo zaključna pesem s prosojnimi očmi župnika Eugena Gantarja, zaključnimi verzi o raju, kjer Kain naj bi bil Abelu brat. Slovenska hvalnica. O Bog, ki si ustvaril nebo in zemljo, trave in rože in daješ življenje človeku in mravlji
sprejmi našo hvalnico. Pojmo jo za žive in mrtve, za zemljo naših očetov, za kruh črni in vodo, za trpljenje in smrt. Hvala ti, Gospod, za noči groze, za bridko zorenje spoznanj. Hvala ti, Gospod, za krvavo globino ran, za spoznanje resnice, za tvojo božjo dlan, ki je božala obupe zapornikom in talcem. Hvala ti, Gospod, za trpljenje mater, za milost, da smo jih imeli, za veliko srečo njih močne vire, iz katere smo živeli. Hvala ti, o Bog, bile so Marije, bile so Veronike na križevem potu, v njih prte, v njih srca krvava obličja smo si brisali. Hvala ti, Gospod, za očete in velike brate, orali so zemljo, sejali kruh in ljubezen. Hvala ti, Gospod, za slovensko zemljo, zibel je našim mrtvim bratom, zibel jo s svojimi rokami, ki so ustvarili nebo in zemljo, trave in rože. Amen. Vigilija. Ni dovolj molčati. Pregloboko so pokopane zvezde. Prevečkrat so bile ustreljene duše. Treba je dihati molk, če hočemo sploh še dihati. Naše besede, naša telesa, naše misli naj ga dihajo v dolgi noči resnice. Stopamo v pokrajine molka. Naj strašne barve njegovega neba podaljšajo naše slutnje do tja, kamor same zmorejo. Da se ne izgubimo. Odtisnimo v molk obraze umrlih. Da jih ne pozabimo. Da bo od njihovih potez vse polno pomena. Vsaka nema ura naj sveti z njihovim plamenom. Oblikujmo iz molka posode za prepovedane solze in notranji jok. Vsak pomiri svojega življenja. Dajmo iz njih drug drugemu piti smisel v dolgi noči resnice. Gradimo iz molka hiše in mesto, da bodo v njem prebivale tudi sence. Da bodo besede v njem varovale svet. Oblikujmo svoj molk, dihajmo ga, glejmo se v njem, dajmo ga drug drugemu, da ga bomo imeli v izobilju. Opne naših besed, opne naših teles, opne naših misli naj utripljejo v njem. Da nam spet zraste srce. Da bomo, kar smo. Da se ne izgubimo, ko brodimo vsak zase skozi leta po dolgi noči resnice. S prosvojnimi očmi hodim zadihano skozi puščavski vihar, tja na goro skrivnosti. Sinaj, kraj šepeta in groma, ležem v tišino obljubljene dežele. Le in roke grebejo za rajem, kjer Kain naj bi bil Abelov brat. V znak spoštovanja mrtvih, ki tu ležijo, bomo položili venec. Vabim Antona Hareja, Otona Filipiča in Nadijo Šaj-Pregelj v imenu organizatorjev civilne iniciative TBH in župnije Grgar ter dekanije Nova Gorica, zavoda 1539, Združenja VSO in Goriških večerov
Položijo venca in svečo v križu, ki stoji ob breznu. Zbiramo se v tej katedrali Trnovskih gozdov, kot so v soboto rekli za Kočevske pri Macesnovi Gorici, v želji in upanju, da bi naš narod zmogel civilizacijsko dejanje pietete, spoštovanja, sočutja. Zahvaljujem se vsem, ki ste omogočili spominski dogodek, duhovnikom za somaševanje, govornici, bravkam, bravcu, organistu, pevcem, vsem, ki ste pomagali pri tehniki, urejanju prostora, redarjem in seveda vsem vam, ki ste se udeležili našega dogodka. Vabim vas, da dogodek zaobjamemo s pesmijo. Skupaj zapojmo najprej pesem, ki se dotakne srca vsakega Slovenca, prvo kitico pesmi Marija skozi življenje. Naš dogodek pa bomo zaključili z domoljubno Slovenija, odkot lepote tvoje. Prosim organista, da uvede obe pesmi. Vsem pa želim mir in vse dobro. Score.
kjer